se, kako otroke opremiti za pasti sodobnega sveta tehnologij? Ja, seveda je teh pasti kar precej. Sodobna tehnologija z vsem svojim arzenalom, zlasti ne digitalna tehnologija in tista, ki je povezavi z umetno inteligenco, postavlja kar veliko tveganj in pa pasti, kot ste rekla. Problem je, da današnji otrok dobi to tehnologijo tako rekoč v zibko in je seveda stvar staršev in pozneje vzgojiteljev in učiteljev, vseh skupaj pravzaprav, ki se ukvarjajo z vzgojo, kako res opremiti za to, da bo znal to tehnologijo uporabiti sebi v korist, ne pa sebi v škodo. Tehnologija sama seveda tega ne zagotavlja, daleč od tega, celo včasih nasprotno, kajti proizvodnja te tehnologije računa na to, da bo precej nekritično uporabljena. To je pa ravno tisto, kar moramo z vzgojo premostiti in včasih celo preprečiti. Danes se recimo dokaj pogosto pojavljajo že celo pojavi, ki so tam nekje na meji zasvojenosti in odvisnosti, ki jih poznamo na drugih področjih, vendar so znaki pravzaprav podobni. In če opažamo, da so otroci že tam v drugem letu starosti in tam naprej lahko dobesedno zasvojeni z ekranom, je to narobe in to je treba z ustrezno vzgojo spremeniti. Ko govorimo o možganih, je treba vedeti, da so možgani tudi biološko gledano naš najpomembnejši organ, ampak več kot to, možgani so neločljivo povezani z našimi duševnimi funkcijami, to je pa tisto, kar seveda človeka najbolj zanima in kar najbolj osmišlja njegovo inteligenco. Optimalen razvoj možganov je pa nekaj, za kar je treba poskrbeti od rojstva, seveda že pred rojstvom, ampak tam v zgodnji mladosti je ta razvoj zelo plastičen, tam od prvega leta starosti pa tretjega, četrtega leta starosti je to izjemno pomembno. To je obdobje, v katerem se ustvarjajo potenciale za to, da se bo razvil čut za druge ljudi, za njihovo stisko, za pomoč, empatija. To je obdobje, ki je kritično razvoj naših emocionalnih, čustvenih, motivacijskih in kognitivnih funkcij. Tako da je najboljša metoda in tudi najboljša investicija za to, da bo otrokov razvoj optimalen razvoj možganov in možganskih in s tem seveda tudi psihičnih in pa drugih življenjsko pomembnih funkcij. Možgani so končno organ, ki porablja največ nesorazmerno veliko energije, ampak to zato, ker uravnava dejavnost celotnega našega telesa.